podpisali pogodbo za opremo v Mirnopeški športni dvorani. Kaj so izvedeli mladi rejci na kmetijski šoli Grm? V Žužemberku odkrili spominsko ploščo za Zalo Zarana. Lepo pozdravljeni. Potem, ko so v Mirni Peči pred 5 leti zgradili osnovno šolo z vrtcem, so junija poleg nje zaključili gradnjo športne dvorane. Zdaj jih čakata še dobava in montaža opreme, za kateri so dopoldne podpisali pogodbo. Športno dvorano so začeli graditi lani junija in po dobrem letu dni dobiva vse bolj jasno podobo. Zdaj čakajo še na dobavo in montažo tribun, delilne zavese, mehkih oblog sten, zaščite parketa, športne opreme za košarko, nogomet, odbojko, letvenikov, blazin ter opreme pedagoških in spremljajočih prostorov. Strošek opreme je dobrih 222 tisoč evrov. Sredstva so, tako kot sam program osnovne šole Toneta Pavčka, iz občinskega proračuna in pa 40% iz državnega proračuna. Podobno se gradi tudi tako športna dvorana, kot tudi notranja oprema. Dvorana bo v prvi vrsti namenjena šolski in rekreativni vadbi. Potem pa tudi raznim programom športa, ki ga v Mirni Peči potrebujemo, bo pa tudi dvorana nadomestilo za kakšne večje prireditve, kajti kakšnega večjega kulturnega centra občina nima, kar tudi v bližnji prihodnosti ne načrtujemo. Montažo opreme naj bi zaključili septembra, temu pa sledita še dobava in montaža plezalne stene v višini dobrih 23 600 evrov. Površina dvorane znaša dobrih 1200 kvadratnih metrov, v njej pa bodo možni vadba in tekmovanja košarke prve državne lige, tekmovanja v rokometu, malem nogometu, odbojki in badmintonu v nižjih kategorijah ter programov športnega plezanja. Izvajalec dobave in montaže opreme je Elan Inventa iz Begun. No, po tem, kar sem danes tukaj gledam, gre res za eno zelo lepo, moderno dvorano. Mislim, da tudi primerne velikosti za ta kraj, da ni prevelika. Čeprav seveda mi bi raje večje dvorane, ampak objektivno je to prava velikost za to število otrok, kot je v šoli. Športno dvorano bodo uradno predali namenu konec septembra, ko se spominjajo rojstva svojega rojaka Toneta Pavčka, po katerem nosi ime tamkajšnja šola. Po smernicah sprejete prometne strategije so v Krškem začeli postavljati avtomatiziran sistem izposoje koles, ki bo zaživel z novim šolskim letom. Možnost kolesarjenja do šole bodo imeli dijaki, vozači, pa tudi drugi občani in obiskovalci, ki se bodo registrirali in pridobili pametno kartico. Z njo bo možna brezplačna izposoja za 14 ur tedensko. Po 5 koles bo na voljo na 3 lokacijah v mestu. Odvisno od tega, koliko bo zainteresiranih, pa se bojo te lokacije tudi širile. Cel ta sistem mislimo še razširiti še izven mesta Krško in tako omogočiti ljudem, da si bojo lahko kolo tudi izposojali, ali prebivalci, ali naključni prebivalci, ali turisti in bojo ta kolesa uporabljali za trajnostno mobilnost. Kolesa za izposojo bodo na železniški postaji, pri srednji šoli in na parkirišču pri občini. Razmišljamo tudi v širitvi na bazen Brestanica, kot takoj naslednjo lokacijo in pa potem kasneje še više proti Sanovem in dol proti Podvolčju. Sistem izposoje koles, vreden 70 tisoč evrov, je tudi ustrezno informacijsko podprt in beleži uporabo. Če si bojo recimo sposodili 5 koles, jih bojo lahko 8 vrnili na naslednji postaji, potem pa se ta kolesa prestavljajo. Mi imamo to povezano računalniško, naš izvajalec bo takoj videl, kje koles ni, kje jih je preveč in potem se to fizično prestavlja. Registracija za uporabniško kartico bo možna na informacijski točki tržnice Videm, v sprejemni pisarni na občini in na Centru za podjetništvo in turizem Krško. Kako ustrezno pripraviti žival, jo najlepše predstaviti in hkrati zadostiti številnim strogim kriterijem na razstavi? Na ta in druga vprašanja je s pomočjo priznanih tujih mentorjev iz Švice, z Nizozemske in Irske odgovore iskalo 40 mladih rejcev med 15 in 26 letom starosti. 5. mednarodne šole na novomeški kmetijski šoli so se prvič udeležili tudi 4 dijaki pobratenih šol iz Srbije. Celovita priprava živali za razstavo s pranjem, striženjem in vodenjem je vse prej kot lahko, tudi nevarno delo, a so znanje, ki so ga mladi rejci osvajali o pomoči najboljših domačih in tujih mentorjev, brez pretiranih težav prenašali v prakso. Učenja je veliko,
Če ne spremljaš, nisi noter. Pač zamudiš tiste glavne stvari, tako da se splača spremljati, poslušati pa sodelovati. Načeloma videti moraš, kaj delaš. Imeti pač moraš svoj sistem, ne moraš začeti kar nek na sredini, ne vem, tako pri pranju kot pri striženju. Ponavadi se začnejo v zadnji, da se žival tudi počasi prvaja, ker najbolj občutljiva pri glavi. 5. mednarodno šolo mladih rejcev, ki so tik pred razstavo skrbeli še za zadnje finese, v sodelovanju z grmsko kmetijsko šolo pripravljata Društvo rejcev govedi črno-bele pasme in oddelek za zootehniko Ljubljanske biotehniške fakultete. Ker gre za šolo, so v bistvu živali šolske. Se pravi, smo jih iz našega hleva pobrali vse telice in zdaj te telice v bistvu pripravljajo. Ko pa gre za razstavo, ali to državno ali evropsko razstavo, tam so pa izbrane te najboljše živali. Več kot polovica udeležencev ene najpomembnejših slovenskih živinorejskih prireditev je bila mlajših od 18 let. To bo vplivalo na njihov nadaljni razvoj in na to, kakšne kmetije bodo oni imeli. In v tem smislu je ta šola pomembna. Ne toliko z tekmovalnega vidika, kot to, da mi vlagamo, investiramo v mlado generacijo novih mladih rejcev. Med tistimi, ki so znanje nabirali že na minulih šolah, se je prvega mesta razveselil Urban Pibernik iz Suhadola pri Komendi. 4 dni napornega dela, končno se je to obrestvalo. Zdaj sem 2 leti nazaj sem bil drugi, letos pa prvi. Najbolje uvrščeni na finalnem tekmovanju se bodo udeležili mednarodnega tekmovanja mladih rejcev v italijanski Cremoni in Bruslju. Zelo sem vesel, čeprav na začetku sem bil malo živčen, sem probal to ukrotiti, pa šlo. Kar precej časa je trebalo to vložiti. Dostikrat smo vsi hiteli, da smo pripravili vse. Je naporno res. Vsi udeleženci šole so prejeli tudi mednarodni certifikat priprave, vodenja in predstavitve živali. S sinočnim odkritjem spominske plošče v Žužemberku so se Sohokranci poklonili Rozaliji Sršen, prvi Slovenki, ki je uspel preboj v meko ameriške filmske industrije v Hollywood. V nedeljo je minilo 120 let od njenega rojstva. Njena rojstna hiša v ulici Breg še danes stoji pod mogočnimi zidovi Žužemberškega gradu. Številni Sohokranci so na slavno rojakinjo še kako ponosni. Vsak pač nima igralke, ki bi prišla do Hollywooda. In to tako zgodaj, še v času nemega filma. Kastelic Hočevarjeva je pred leti o njej napisala raziskovalno nalogo in odkrila marsikaj zanimivega. Dejansko sem odkrila eno žensko, ki je imela neskončno volje, neskončno vztrajnosti. Odkritja spominske plošče so se udeležili tudi nekateri njeni sorodniki. Irena Melan je o Zali Zarana, kakor je bilo njeno umetniško ime, povedala, da se je komaj 17-letna podala čez lužo in da so bili njeni začetki, ker ni znala angleščine, težki. Je trajalo veliko mesecev, pa tudi mogoče kakšen let, da je ona začela dobivati kakšne manjše vloge. Ni imela nobene družinske podpore in nič. In tudi včasih za jesti niso imeli pa za spati. A je imela neverjeten pogum in željo, da uspe v Hollywoodu. Ko je v iskanju vloge že skoraj obupala, je po dolgotrajnem naporu končno le dobila prvo ponudbo, in sicer manjšo vlogo španske plesalke. No in tudi to je pravila, da ko so to snemali, to so ponavljali, pride ne bilo to, da so včasih, ko so plesali, da jim je kri z nohtov tekla. Bila je zvezda nemega filma, o pojavu zvočnega filma pa se je umaknila. Umrla je 4 dni pred 70. rojstnim dnem. Spominsko uro, posvečeno prav njej, so se tudi končali letošnji Trški dnevi. V teh dneh se na 14-dnevni turneji po Sloveniji mudita plesni skupini, ki delujeta v okviru slovenske skupnosti v Torontu v Kanadi. Mladi plesalci slovenskih korenin, ki že več let vadijo slovenske plese, so v okviru prireditev Pridi zvečer nagrad nastopili tudi v Metliki. Tamkajšnje grajsko dvorišče je bilo polno do zadnjega kotička. Na odru pa sta se izmenjaje predstavili folklorna skupina Planika, ki neguje gorenjske, štajerske in belokranjske plese, ter plesna skupina Mladi glas, ki ob slovenski narodno-zabavni glasbi pleše plese v lastni koreografiji.
naši plesalci so se zaljubili, da bi prišli v Slovenijo, pokazati malo, kaj so oni se učili, pa njihovo ljubezen za slovensko glasbo, ples. V slovenski skupnosti v Torontu delujejo kar 3 plesne skupine, v njih pa pleše 105 plesalcev, starih od 5 do 27 let. Gre za 3. in 4. generacijo Slovencev, ki nič več ne govori slovenskega jezika. Kdo govori slovensko? Ne govorijo slovensko, zelo radi pa se družijo ob slovenski glasbi in plesu, so nam povedali. Več kot pol je prvič v Sloveniji. In za njih so zdaj oni videli, ki so stari starši prišli, ki so oni živeli, ki so oni rasli. Slovenija, predvsem njene naravne lepote, jih je navdušila, pravi v Torontu rojeni Andrej Bubaš, ki ima korenine v Čakovcih pri Vinici. Oba dva sini so prvič v Sloveniji. In kaj pravijo? Kako jim je všeč Slovenija? Prvi dan, ko je bil mlaj z nami, je rekel, da se bo preselil. Mama Sonja, ki izhaja iz Radovice pri Metliki, pa dodaja. Bomo prišli nazaj. Tokrat je v Slovenijo prišlo kar 13 članov njihove širše družine. Tudi oče, ki je že 25 let predsednik Belokranjskega društva v Torontu, kjer je veliko Belokranjcev. Veste kaj, lahko reče, da skoraj več kot v Beli krajini. V Torontu Belokranjcev, zavednih Belokranjcev. In kot vidite danes, to imamo skoraj redno vsaki teden, da plešemo in obujamo belokranjske spomine, običaje. In jih prenašajo na mlade, pravi Bubaš, vesel, ker bodo na 12 nastopih na tokratni, kot pravijo mladi plesalci, nepozabni turneji, utrdili vezi s Slovenijo in svojimi tukajšnjimi sorodniki. Jutri bo na stadionu Portoval nov praznik dolenjske atletike. Na sporedu bo namreč že 28. mednarodni atletski miting, ki se ga bodo udeležili tekmovalci iz 9 držav, spet pa lahko pričakujemo, da bomo videli vse najboljše, kar ponuja kraljica športov. Miting o pomoči novomeške občine prireja domači atletski klub Krka, ki bo na tekmovanju predstavil svoje najmočnejše adute. Želim izboljšati svoj klubski rekord, ki ga imam, torej pod 12-19. In pa želim tudi izboljšati več kot 20 let star članski rekord nad 100 metrov. Športnica leta mestne občine Novo mesto z leta 2016 Breda Škedl se sicer ubada z neprijetno poškodbo, a vseeno upa na dober tek. Jaz bi res rada prišla do cilja brez težav in da nekako zalaufam, da bom potem v soboto oziroma v nedeljo lažje odtekla te 2 pomembni tekmi, državno prvenstvo za člane. Na atletskem mitingu pričakujejo pester boj za norme, saj je to za številne atlete predzadnja priložnost pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v atletiki, ki bo v Londonu. Pričakujemo res dober miting, saj je prijavljenih približno 150 tekmovalcev, od tega kar 50 iz tujine. Zelo močne discipline bojo v moškem suvanju krogle, ženski daljini, tudi moškem kopju, ki je memorialna disciplina Marjana Špilarja. Sicer pa je za novomeškimi atleti odlična prva polovica tekmovalne sezone. Imamo državne prvake v mlajših kategorijah, naši člani so osvojili 3. mesto, še nekaj tekmovanj je in lahko rečem, da v ekipnem delu so naši rezultati nad pričakovanji. Med posamezniki so do zdaj osvojili že 91 medalj. Ob tem pa za 6. oktober napovedujejo slavnostno akademijo ob 130-letnici prvega atletskega zapisa v Sloveniji, ki se je zgodil ravno v Novem mestu. Za več kot 500 vodečih atletov v klubu je letošnje prav posebno leto. Jutri torej vabljeni k ogledu atletskega mitinga v Novem mestu. Preživite lep večer in nasvidenje spet jutri.